Ja, Kama Kameleon je tole bil komad in kaj pa to, ko še ni več sama. Končno imam spet družbo v studiu in z mano je eden in edini Hamo. Pozdravljen! Živijo, dobro jutro. Oziroma, jaz bom tako rekla, Hamo, v bistvu si človek z meni najljubšim imenom Matevž. Hvala. Ker imam zelo rada Matevža drugače, veš. In tukaj dobim jaz asociacijo potem tudi nate. Okay. Nama je pa danes, lahko rečem, da končno uspel ta radijski zmenek. Bogovi prometa so bili na najini strani. Ampak, veš, kaj mi ni bilo jasno? Kljub temu, da ti si nazadnje tudi prišel na 2 kolesih, ja. Ne? Prišel si z motorjem, ustavili so te pa kolesari. Kera ironija, prišel v Celje na vse zgodaj zjutraj. Da boš ja prav cajt. Ja, 45 minut krožil in nisem mogel priti do radia. Ja. Policaji so me obračali. Ne. Pa res jih je bilo ogromno, se drugače bi jaz najdel pot. Jaz verjamem vate, ampak bile so izredne razmere, zato smo ti res oprostili tudi izostanek, ker vem, da si se res trudil prideti. Res sem se trudil. Res si se trudil prideti. Danes je bilo lažje. A misliš, da če bi vprašal ChatGPT, bi ti mogoče pokazal kakšno pot do radia? Ne vem, če je še toliko pameten, ker tudi njegov kolega Google Maps ni vedel, da je neka kolesarska dirka in da je vse zaprt. Ne, me je v vsakem primeru hotel peljati do policajev. Do policajev. Kamorkoli me je peljal, so bili policaji. Pa so bili policaji vsaj prijazni do tebe? Prijazni. Ne, v ta zadnjega sem pač vprašal tako s telefonom, jaz bi rad do Lava 7 prišel. Je rekel, ne bo šlo. Ne bo šlo. Ne bo šlo. Okay. Drugače si s policaji v redu, glede na to, da si kar velik na cesti z motorjem, si že dobil kakšno kazen? Ne. Pridan. Si pa šparal. Pa policaji so načeloma v redu. No. Če si z njimi v redu, so tudi oni s tabo v redu. Sploh, če nisi prehiter, ne? Če nisi prehiter, ne. Sej včasih sem prehiter, ampak tanka ni policaj. Tanka ni policaj. Kakšen motor voziš? Triumf. Tak potovalen, relativno. Bom šla pogledat, da vidim, če grem lahko na kakšno popotovanje tudi s tabo. Z lahkoto. Predvsem pa bi si želela s tabo iti na glasbeno popotovanje, ker zdaj izdal si zdaj že nekaj časa nazaj ta nov komad GPT, daj mi povej. Ja, to je že star komad, 1 mesec. Ja, no, sej. Veš, če te ni bilo, no, če te ni bilo. Kako si prišel v bistvu na to idejo? Si to zdaj izmislil sam ta komad ali si dejansko uporabil umetno inteligenco? Nisem uporabil, evo, čeprav je mamljivo zadnje čase. Ne, bolj sem opazoval mladino, ne, okoli sebe, kako za vse stvari, tudi najbolj vsakdanje sprašujejo kolega GPT-ja, predvsem za ljubezenske nasvete, to mi je bilo tako res še kar smešen. Ampak ja, po eni strani, zakaj pa ne, če bom rekel, človek je prebral vso literaturo na to temo, tako da mogoče tudi kaj pametnega ve, kar mi ne vemo. No. Jaz mislim, da sem še predstavnik une generacije, ki se raje pogovarja iz oči v oči s kom. Ne. Pa si tudi predstavnik tiste generacije, ko si verjetno hodil na zmenke, se srečeval na igriščih. Kakšne so bile tiste pol tvoje fraze, da je kjera padla za svobodo? Vedno sem bil zelo slab v tem, ne, v teh opening linih. Ne vem, nekako po moje, da sem zmer bolj čakal, da je kakšna do mene prišla, kot da bi jaz te prve korake delal. Ja, kakšen moški pa si? Ja, očitno ne prav fajn. Ne, super ded si postal. Ampak je pa res, da ta ChatGPT nam zadnje čase kar fajn priskoči na pomoč, ampak ta tvoj komad je v bistvu bil spisan na način, da se lahko ljudje tudi malo zamislimo. Recimo, no, mislim, jaz sem mu dal neke človeške lastnosti, ne, in glede na to, da ga mislim, da ne vem, če imam ažurne podatke, ampak da dobi 150 milijonov vprašanj na dan od nas. Ne. A veš, mora biti to zelo ena taka osamljena umetna inteligenca, ker on nima časa pol, da gre, ne vem, za lekso na kofe po službi, ne, in tako naprej. In se mi zdi, da kle se lahko ljudje primerjamo, ne, da smo tudi ratali toliko hiperaktivni, da samo še delamo iz dneva v dan.
o ljubezni se s GPT-jem pogovarjamo, ne, v bistvu okoli nas se pa življenje dogaja, ne, in treba mogoče še ekran odložiti, pa pogledati okoli sebe, pa mogoče najdeš tistega, ki ga iščeš ali pa saj probaš. Ne. Treba je tudi večkrat mogoče na kavo, Tako. pa pogledati okoli sebe, ne? Tako kot si rekel, in res odložiti telefon. Ampak vseeno, ta tvoj chat GPT, kakšno vprašanje si mu mogoče na zadnje zastavil? Se spomniš? Ja, veš kaj, velikokrat ga vprašam, to, kar si že prej namignil, če sem ga vprašal, kako do radia prijeti z motorjem. Jaz mu tako rečem, imam 3 ure časa, štartam iz Kle, kam se grem lahko peljati, da bojo lepi ovinki. In je blazno dobre predloge ima. No, evo, zdaj, Hamo, dajva midva najprej poslušati tale tvoj komad, ki si ga spesnil, potem pa nadaljujeva z najnim pogovorom. Zmene. Greva skozi ovinke. Dobro jutro in pozdravljeni, če ste ravno kar preklopili na Radio Fantasy. Z vami sem Šuši, z mano pa je danes tudi Hamo. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro še enkrat. A si v redu? V redu sem, tale tvoj gobov napitek deluje. Deluje, poln energije. Poln energije. Veš, koliko se je zdaj hiter pelil nazaj domov? 130. Po avtocesti? Po avtocesti. Ali boš dal v chat GPT, da te spet pelje na kakšno ruto po lepih ovinkih? Mogoče, glede na to, kakšna gužva je bila proti Ljubljani, ki sem se zdaj sem pelil, mogoče bi bilo fajn, da grem jaz kje drugje, čez kakšne hribe, se grem raje tam. Ne. Definitivno, saj peleš se, če ne drugega. Ne, pa tudi nisem fan avtocest, no. Z motorjem. Z motorjem res? Ne. Aj prehiter, B pa... Dolg cajt. Ja. Dolg cajt. In ker midva nisva dolgočasna, ne. Sva zdaj povedala tudi nekaj o tem tvojem najnovejšem komadu, ki pa ga bomo lahko slišali v živo z Big Bandom. Ja, v Križankah delamo en spektakel. No. Zdajle smo ravno čez vikend ta zadnji špil normalen odigrali. In zdaj se začnejo silne priprave za koncert v Križankah z Big Bandom RTV Slovenija. In tam bomo zaigrali v bistvu kar 5, mislim, da novih komadov z plate, ki pride drug let, ker drug let mi praznujemo že 20 let. Ob tem podatku se človek vpraša, Hamo, koliko si pa star? Tudi Hamo se to vpraša. In si laže, da je 27. V redu. Čeprav si številke približno ne ujamejo. Ne. Ja, tudi bom drug let, konc leta 50. Ne? Si pa škorpion. Sem pa škorpion, ja. Daj petko. Dam petko. Škorpioni moramo skupaj držati. 5. november bo tista prelomnica. Ja. Nič se ne bojim, da ti ukradem vprašanje. Nisem te hotel vprašati, ker deluješ takšen neustrašen. Kdaj pa misliš izdati album? To pa še nismo čisto sigurni. No. Delamo ga, pridni smo, je že skoraj fertik. Mislim, pač nekaj je v postprodukciji, nekaj bomo še šli snemati konc poletja po Križankah. Tako da ne vem, ali bo to ob nekem velikem koncertu, ki ga bomo zagotovo naredili ob tem silnem jubileju, ali prej, ali kasneje. Ne znam ti še odgovoriti na ta vprašanje. V redu. Lahko vprašava GPT. Glih sem hotel reči, ali mogoče vprašava. Ne bova se zdaj s chatom GPT ukvarjala, bova rajš povedala še, da iz glasbenih odrov se z bratom Miho selita tudi na gledališke odre jeseni. Ja. Koliko bo zdaj ta družinska zdraha na odru? Ja, odločim, v bistvu me je brat prepričal, ker je zdaj eno leto oziroma leto pa pol igral svojo predstavo, ne, rekel, to moraš probati. Ne. Pa že 30 let nisva nič skupaj naredila, ne, tako, da bi bila skupaj na odru. In me je zelo dolgo prepričal. No, in potem so se usedla, napisala scenarij brata, tako po resničnih dogodkih, menda. Okay, menda, da je dober podatek. In zaenkrat to, kaj zdaj to trenirava. Ne. Kako izgleda trening, prosim, lepo? Ja, nisva se še stepla. No. Okay. To je v redu. Je kar veliko smeha, no. Predvsem ogromno enega življenja, ki dejansko je po resničnih dogodkih.
nekih skupnih zapletov, ki so kar smešni, zdaj, ki imajo pač, ne vem, 30-40 let distance, je to zabavno. Tako da pa neki muzike bo imela, Mihi bo končno spet kitaro igral. Koliko je Miha star? Miha je pa starejši od mene. Starejši? Prosim za vse tiste, ki mislijo, da sem starejši. Jo. On je 2 leti starejši od mene. Prisežem, da bi rekla, da si starejši, no on je 10 let mlajši. Hvala, jaz moram zdaj jeti. Mislim, vem, da se drugače sprašuje o letih, ampak res, Ja, on je On je starejši. starejši, ja. Miha, oprosti, imamo te vseeno radi. Ja. Pač, Zakaj se njemu upravičuješ, če smislim, da sem jaz je starejši? pa dobro, Hamo, ti pač vseeno deluješ, Delujem ampak ne ne delujem deluješ bolj zrelo. Ne? A ne? zrelo, ampak Zrelo, deluješ tako. tudi ne glih 50, no? No, hvala. A veš, pač Ja, deluješ saj mlajši. nisem 50. Ne, ampak deluješ pač mlajši. Jaz bi delala tam 45, a veš. Ok, hvala. Ne? Saj sem Miha tu zdaj pa pač barvat 35. Tega odbliz poglej, no. Ok, v redu. Se pravi, nov komad, koncert z Big Bandom, predstava, res se Ja. ti dogaja v življenju. Kar intenzivno. Leto je pred mani, bo pravzaprav 2 leti, no, ker drug let bo pa intenzivno, ker bo ta 20. obletnica benda in v bistvu bomo zdaj na eno pavzico šli v smislu koncertno, končali album, naredili spektakel za drug let. Tako da jaz bom kar zaseden. Pa če vprašam ChatGPT, kaj pa ljubezensko življenje, sploh imaš kaj privat življenja? Bolj malo. Bolj malo. Mislim, ja, pa se ljubezen je skozi, ne, v zraku. Kaj več pa ne bom povedal. Ne. Dobro, ljubezen gre tudi skozi želodec, ker Hamo zelo zdravo je in si tudi sam dober skuha. A bi ti kaj drugače tudi skuhal za nas? Absolutno lahko. Ker jaz tudi zelo rada jem. Ja, mislim, nekaj časa sem celo bil kuhar, me je to blazno zanimalo. Zdaj sem popoln amater, ne, ker pač kuham bolj zase oziroma za pač svoje, ki jih imam okoli sebe. Ampak se pa trudim čim več jesti to, kar sem sam naredil. No. In ključna sestavina pri kuhanju je? Ljubezen. Bravo, Hamo, nekaj pa še znaš. Ampak isto je pri muski, enako je pri gledališču. Gledališču, življenju nasploh. Ne. To je ključna Predvsem sestavina. pa bratska ljubezen je tista, ta prava. Ta je pa bolj zgoščena. Ja, Hamo, hvala, ker si končno uspel priti ponovno v naš studio. Deva še hitro enkrat narediti reklamo in vabilo za Križanke. Ja, vabam vse 28. avgusta, preden se šola začne, pridite v Križanke, dobro bo. Eno vajo smo imeli že z Big Bandom in to je res hudo. Mislim, tako meni so šle dlake po koncu. Tako da zdaj pa itak bomo vadili cel poletje. Kje dobimo karte? Eventim po moje, Festival Ljubljana? Festival Ljubljana, ni jih prav veliko še. Ne, Tako da, mislim, da jih tam okoli 50, ne vem, če jih je še. Bova pogledala. Tudi če jih ni veliko, ne, ampak dajmo reči, ne preveč dolgo čakati. No. Okay. Torej, najprej 28. avgusta izkoristite Hamota v Križankah. Izkoristite ga. Pol si ga pa pogledajte še na odru z njegovim bratcem, Miho. To pa mislim, da 2. oktobra premjera. In spati ne moram zaradi treninga. V redu, mi ne bomo spali tudi naprej, ker gremo s samimi dobrimi vibracijami do konca jutranjega programa. Hamo, še enkrat hvala za obisk, pa če ne prej, se bova spet kaj slišala in ujela naslednje leto. Z veseljem.